To, da bi protestniki morali sami plačevati za varovanje policistov, ki ga mimogrede ne potrebujemo, ki ga nikoli nismo zahtevali, ki je bilo od nekdaj popolnoma brez pomena metanje denarja stran. Niti enkrat samkrat v 88 petkih nismo bili nasilni, nismo nikakor povzročali kakršnekoli škode. Zahtevali smo samo možnost, da se javno izrazimo v javnem prostoru. In to, da bi mi morali plačevati robokope, ograje, policijske pse, konjenico in vodni top in posebna vozila, ki so bila nabavljena posebej z namenom, da se pluži ljudi po cestah. To je absurd in bi bilo smešno, če ne bi bilo zgolj še en tragičen primer tega, kako globoko je ta država zapadla v diktaturo. Navodila in ukaze policije in postopki policije se bodo skladno s 113. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije snemali. Hvala. Te policisti, ki so zdaj tukaj, so že plačani, mi jih plačujemo, vsi mi jih plačujemo, mi plačujemo vaše plače, policisti, in zahtevati, da bi še dodatno plačevali te stroške, je enako, kot če bi zahtevali od vseh tistih, ki smo se udeležili referenduma za vodo, da plačamo stroške tega referenduma, kar je seveda popolni absurd. Zraven, medtem pa slovenski pacient pošilja pisma, ki so stala več, kot so bili vsi stroški protestov skupaj v letu in pol, in krši s tem tajnost podatkov, pošilja pisma na dom in sistem dela predvolilno kampanjo na naše stroške. Ista oseba, ki je vedno, ko ni bila v vladi, množično pozivala ljudi na ulice in na trge, vedno znova in zraven nikoli ni razmišljala o tem, da bi plačala iz svojega lastnega žepa za te stroške. Če ne pozabimo tudi na to, da se ob samem ustanavljanju te države nas je bilo oziroma je bilo tisoče ljudi, ki so protestirali za tega slovenskega pacienta, in kdo je takrat od teh ljudi zahteval, da plačajo stroške policijskega varovanja? Nihče, ker smo živeli v bolj demokratični državi takrat, kot živimo zdaj trenutno. V kleti na Trstenjakovi najbrž, ne? Tako je. Mogoče, če se posvetimo zdaj za trenutek temle tematskim, protestniškim, političnim jaslim, v teh protestnih jaslicah oziroma jaslih je seveda ta odrešenik, ki naj bi sam lastnoročno osamosvojil Slovenijo in zagotovil prihodnost Švico, če mu ne bi 70% prebivalk in prebivalcev te države nagajalo pri njegovih veleumnih načrtih. Okrog njega ni Marije, ni pastirja, ni ostalih likov, so samo zbrane ovce, politične ovce, ki mu bodo sledile na lastno škodo in na škodo vseh državljank in državljanov do volitev, do 24.4., ko pa bomo mi, ljudje, imeli vso moč v lastnih rokah in bomo dosegli z rekordno udeležbo na volitve, da se taka vlada in tako leto in pol, kot ga imamo zdaj, nikoli več ne bosta mogla ponoviti.
Volitve zdaj! Volitve zdaj! Volitve zdaj! Volitve zdaj! Volitve zdaj! Volitve zdaj! Če pozno, tudi 24.4. bo prepozno, škode je narejene za več let in z vsakim tednom te vlade se dela dodatna škoda. Zdaj so ravno v tem tednu sprejeli nov odlok, s katerim bodo omogočili politizacijo šol, jemljajo moč učiteljem in jo poskušajo predati strankarskim Janezovim upognjencem, ki bodo nastavljali svoje politično usmerjene ravnatelje in poskušali izvajati indoktrinacijo že v šolah, da se bodo vsi otroci morali učiti te neuradne himne, ki so že zdaj v nekaterih določenih čitankah v osnovnih šolah. Zraven so pa neuradne himne SDS. In to je fašizem v praksi. In seveda del teh jaslic so tudi Janezovi vzorniki, seveda Trump, Orban in pa Vučić, ki utelešajo te njegove principe delovanja, njegovo razumevanje demokracije in države, in te darovi, ki jih prinašajo, so zgolj totalitarizem, sovražnost, razdvajanje, nacionalizem in korupcija.